Na gimnaziji Murska Sobota dialog na temo medijska pismenost. Predstavitev malega katoliškega molitvenika z naslovom Jezus, tovariš moj. Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji Dogodki. Europe Direct Pomurje in gimnazija Murska Sobota sta z gosti za dijakinje in dijake organizirala debato na temo medijska pismenost. Informacijska točka Europe Direct Pomurje v sodelovanju z gimnazijo Murska Sobota izvaja projekt Evropski piknik. V sklopu srednjega dogodka bodo izvedli dialog z državljani, osrednjo vlogo pa namenjajo mladim. Tako je v prostorih soboške gimnazije potekal dialog na temo medijske pismenosti. Gosti so bili Irena Joveva, poslanka v Evropskem parlamentu, doktorica Sonja Merljak-Zdovc, ustanoviteljica časopisa Časoris, in Simon Balažic, odgovorni urednik televizije AS Murska Sobota. Na vprašanje o krepitvi medijske pismenosti in prizadevanjih Evropske unije pri tem je Irena Joveva povedala. Jaz mislim, da so prizadevanja Evropske unije vedno večja, vedno so pa lahko še večja, tako bom rekla. Treba je pa mogoče vedeti, da ne glede na to, koliko se mi prizadevamo za krepitev medijske pismenosti, je nujno poudariti, da je področje izobraževanja, kamor spada tudi področje medijske pismenosti, v pristojnosti držav članic. To pomeni, da mi kot Evropska unija oziroma mi kot evropski poslanci, Evropski parlament ne moremo sprejemati nekih konkretnih zahtev. Lahko pozivamo, lahko priporočamo in to tudi počnemo ves čas, pravzaprav že od leta 2008, kar pomeni, da se izredno dobro zavedamo dogajanja na tem področju. Ampak mislim, da je ta naš digitalni svet in vse, kar pride zraven, so plusi in so minusi, torej tudi zraven pride ogromno dezinformacij. Verjamem, da bomo v nadaljevanju bolj podrobno o tem govorili, ampak želim povedati, da vse, kar pride zraven, se razvija toliko hitreje od recimo zakonodaje ali pa prilagoditev recimo šolskega prostora, da nekako ne uspemo najti tistega ravnovesja, ki bi ga morali imeti. Jaz sem članica odbora za kulturo in izobraževanje v Evropskem parlamentu in v tem odboru res ogromno pozornosti posvečamo medijski pismenosti, predvsem v okviru tega, da si res želimo, da bi šolski kurikulumi vsebovali tudi ta del kot del, se pravi, učnih načrtov. Mislim, da je tega še vedno premalo, na žalost, sicer so se določene zadeve premaknile, ampak ne dovolj. Ker je preprosto nujno, če ne celo najbolj nujno, poznati oziroma biti medijsko pismen, biti sposoben kritičnega razmišljanja, ocenjevati vse informacije, vso to poplavo informacij, ki ste jo tudi vi omenili, in je izredno pomembno imeti v bistvu poseben predmet, ki bi se ukvarjal izključno s tem. Jaz v tem iskreno vidim največ možnosti za napredek. Pri izobraževanju mladih se velika pozornost namenja, da bi bili sposobni prepoznati lažne novice. Sonja Merljak-Zdovc. To preprosto pomeni to, da se zavedaš, da potrebuješ verodostojne vire informacij, ne? Da znaš tudi vsako informacijo, ki pridobiš, ovrednotiti, kritično o njej premisliti, se vprašati, ali je ta informacija resnična, verodostojna in lahko zaupam, da znaš na podlagi te informacije sprejemati neke odločitve, da znaš tudi sam ustvarjati informacije, bodi si v pisni obliki, bodi si v video obliki, ne? In pa seveda, da deluješ na podlagi vsega tega, ne? Kar se mi zdi najbolj pomembno. Mislim, da se tlele lahko navežem na to, kar je povedala moja predhodnica, ne? Se pravi, pač ta ideja, da bi postali medijsko pismeni in da bi to dosegali s posebnim predmetom, je predvsem zato pomembna, ker potrebujemo informirane aktivne državljane, ne? Zelo pomembno je, da se zavedamo, da aktivno državljanstvo hodi z roko v roki z medijsko pismenostjo in da medijska pismenost preprosto pomeni to, da znamo presoditi, ali je informacija, ki prihaja do nas, resnična, verodostojna, ali lahko zaupamo. Zelo se moramo zavedati tega, da če je neka informacija, ki je nam blizu, ki je mogoče blizu našemu življenjskemu in svetovnemu nazoru, ne, zavajajoča,
z veliko večjo verjetnostjo nasedemo. Če recimo menimo, da so mediji v Sloveniji pokvarjeni, da zavestno zavajajo, potem bomo nasedli vsaki informaciji, ki pač na to namiguje. Recimo, ne. Zelo težko je dejansko v bistvu prepoznati tako zavajanje, kadar nagovarja naše predsodke, naša prepričanja, naše znanje ali pa ko igra na čustva. Če smo mi čustveno na nekaj navezani, potem se z nami veliko lažje manipulira. Jaz še zmeraj mislim, da se da preveriti, kaj je res in kaj ni res. Kar v dobri meri se pa da, če si medijsko pismena oseba, ugotoviti, ali lahko nekomu zaupaš, kar ti pove ali ne. Kupica dezinformacij je bila posredovana na temo virusa COVID in letos vojne v Ukrajini. Mnenje akterjev dialoga. Absolutno se strinjam s tem, da zgodba nikoli ni črno-bela. Se moram strinjati tudi s tem, da marsikateri medij vendarle zadeve objavlja, kot da so črno-bele. Vojna traja že kar nekaj časa. Se mi zdi, da še vedno marsikdo misli, da se ga ne tiče. Verjetno je tudi to del tega kritičnega mišljenja, ki ga nam primanjkuje, ali pa tudi medijske in informacijske pismenosti. Tako kot smo že po mojem vsi povedali, danes nam internet ponuja res neskončno vsega, in informacij in dezinformacij, kar je dobro, hkrati pa tudi slabo, če ne znamo izluščiti iz teh informacij resničnosti in manipulacij. Ogromno težo odgovornosti nosijo tudi algoritmi oziroma platforme, se pravi Facebook, Twitter, Instagram, kakorkoli, ker so nekako algoritmi tisti, ki določajo, kako se nekomu prikazuje svet. In recimo, če odprem jaz Google iskalnik, pa če ga odpre recimo moj sodelavec, ni nujno, pa napiševa isto iskalno besedo, ni nujno, da bova dobila enake zadetke. Ker se ti zadetki ravnajo po tem, kaj si ti prej gledal, kaj si iskal, ne? In če ti večkrat odpreš neke dezinformacije, se ti potem vedno znova v bistvu pojavlja nekaj v zvezi s tem. In ti nekako potem začneš živeti v tem svetu ali pa v tem balončku. In je to res ogromen problem. Mi se s tem v Evropski uniji predvsej ukvarjamo, tudi z temi algoritmi, s problemom algoritmov in s tem, da morajo platforme, se pravi ta podjetja, digitalni velikani prevzeti odgovornost in to področje urediti. Ga pa urejamo tudi mi z določenimi akti. Propaganda je na obeh stranih, tudi na, bom rekel, tej evropski strani. In bi morda na ta način tudi ljudje videli malo kaj se na oni strani dogaja. Je pa res, da je na ta način je Evropska unija veliko izgubila na, bom rekel, na verodostojnosti. Kajti ljudje so dobili občutek, da obstaja cenzura. Jaz bi samo dal en primer tega nogometnega prvenstva v Katarju. Torej, mi imamo v Evropi neke norme, mislim, moram nekaj človeško dostojanstvo, človekove pravice in tako naprej. Kako lahko gre svetovno prvenstvo v državo, ki eklatantno krši vse možne pravice, ob gradnji te športne infrastrukture je bilo, ne vem koliko ljudi je bilo, teh delavcev iz Indije, ne vem, kje so se bili, je tam umrlo, bili so brez pravic, delali so za zelo mali denar. Tam so kršene pravice tudi žensk, ne vem česa vsega. Kako lahko potem moralo nogometne reprezentance iz Evrope, da tam nastopajo? To je precedens, to je katastrofa za mene. Jaz iz principa nočem gledati tega svetovnega prvenstva, ker se mi zdi, da je to samo pokazatelj, da, kot so že nekdaj rekli, da denar je v svetu voda. Oni so se to kupili, še ta predsednik FIFA je to poudaril. Jaz bi rekel, da so taka dvojna merila, ki dejansko kaže na to, kam ves ta naš svet, kam gre ves naš ta svet. Ljudje pa seveda rabijo kruha in igre, in svetovno prvenstvo to ponudi. Zelo pomemben del medijske pismenosti je dostop do informacij, ne.
Se pravi, medijsko pismena oseba zna poiskati informacije in zna tudi ugotoviti, katere so tiste informacije, ki lahko zaupa, ne. Zdaj, eno so seveda mediji, ne, eno so pa družbena omrežja in na splošno pa velja, da ravno ta nekako iskanje ravnovesja med cenzuro in svobodo govora, ne, je zelo, zelo delikatno in kot rečeno, spet je na nas, da znamo poiskati tiste medije, ki jim bomo zaupali. Ob Evropskem letu mladih je pomembno, da se tej ciljni skupini omogoči, da sodeluje in da v veliki meri izrazi mnenje o tej vsebini, medijska pismenost, katera mi je bila predstavljena skozi dialog in razmišljanje 3 gostov. Jezus, tovariš moj, mali katoliški molitvenik za slovensko ljudstvo med Mirov in Rabov, je bil izdan strani založbe Cajt in pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota z namenom, da se ohrani domača beseda v sodobnem prekmurskem jeziku. Predstavitev knjige z naslovom Jezus, tovariš moj, mali katoliški molitvenik za slovensko ljudstvo med Mirov in Rabov je plod 3 avtorjev, Akoša Dončeca, Branka Pintariča in dr. Vinka Škafarja. Predstavitev je bila organizirana strani založbe Cajt ter pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota. Molitvenik je za prekmurski jezik velikega pomena. Po eni strani lahko pomeni, da pobožnost, ki je nekoč imela zelo, zelo važno vlogo v življenju ogrskih Slovencev, saj duhovniki so bili tisti, ki so ohranili, so si prizadevali ohraniti slovenski jezik in slovensko narodno zavest na Ugrskem. Po drugi strani pa mislim, lahko pokažemo, da je prekmurščina še vedno raznovrstna, ima moč za izražanje, torej ne samo v skromnem leposlovju, ampak na neki višji ravni se lahko pokaže kot knjižni jezik. Samo jo je potrebno uporabiti s pametjo, srcem in seveda doslednostjo. Že pred namci so po besedah Dončeca bili tisti književniki, ki so naredili pomembne korake k razvoju sodobnega prekmurskega jezika. Stara prekmurščina več ne sme biti knjižni jezik Prekmurcev, ampak treba novo književnost postaviti na nove temelje. Ker imamo neko tako bogato staro kulturno ozadje, zaradi tega naša naloga je malce lažja, če lahko rečem, ker se lahko naslanjamo na to ozadje, na te stari temelj. Seveda, pravzaprav, če lahko rečem, to staro stavbo potrebno obnoviti, potrebno zamenjati nekaj stvari. To mislim, da besedišče je treba osvežiti, tudi je treba poiskati ustrezna sodobna jezikovna pravila, ampak veliko stvari lahko koristimo iz starega prekmurskega jezika, ki jih še vedno lahko brez težave, brez kakršnekoli ovire razumejo Prekmurci, lahko bi nastale žive stvari v sodobnem jeziku. Mali katoliški molitvenik je bil izdan predvsem za ljudi med Muro in Rabo. To je en kraj, torej zame ni posebnega Prekmurja in Porabja in nimam rad, če rečejo, da Porabje ni enako Prekmurju. Naši doma tudi ne razumejo stare prekmurščine, torej to je absurdna legenda, da na Madžarskem Slovenci govorijo staro prekmurščino, res imajo nekaj zastarelih izrazov, ampak starih knjig, starega jezika prav tako ne morejo razumeti, saj kot katoliki so sledili katoliški prekmurski književnosti, ki je bila taka,
da je prevzela veliko več novih elementov iz slovenskega knjižnega jezika. Torej, tako so katoliki osvežili knjižno prekmurščino. Prav zaradi tega porabcem evangeličanske knjige, ki so bolj konzervativne, bolj, če lahko rečem, imajo subjektiven jezik, tisti jim je absolutno tuj. Ideja, kot tudi naslov knjige, izvirata od predlagatelja, teologa dr. Vinka Škafarja. Molitvenik je bil tako izdan iz dveh namenov. Prva želja je bila, se pravi, da obudimo oziroma oživimo prekmurski jezik, ki je bil sigurno prvi zapisan v verskih občilih. Že Ciril in Metod sta zapisala, obstajajo baje tudi starografski zapisi, kjer bi naj bila že ta osnovna prva slovenščina zapisana, se pravi blatnogradski zapisi, moram povedati. In to je en razlog, drugi razlog je, skušali smo nadgraditi jezik Malega princa, ki že dokaj zelo visoko kotira, je en višji prekmurski jezik. Tu smo pa poskušali še nadgraditi tale jezik, se pravi, da se pokaže, da je prekmurščina čisto primerljiv jezik s ostalimi jeziki in da je tudi lep jezik, se pravi zvočen jezik. Zakaj naslov molitvenika Jezus, tovariš moj, smo izvedeli od soavtorja knjige in teologa dr. Vinka Škafarja. Namreč pred vojno je že izšel en molitvenik v Sloveniji, pred drugo vojno, ki je imel naslov Jezus, moj tovariš. To pomeni recimo moj kolega, ker smo pač pri nas potem zaradi tovarištva tistega na nek način sorsiganega imeli to nekaj za recimo samo enostranskega, ne? Tovariš predvsem pomeni kolega, prijatelj, sopotnik. Imam prav danes mi en tak svetniški god, nekaj učencev iz Azije, ki je recimo svetnik napisal in potem njegovi tovariši. To je torej v tem smislu torej tovarištvo. Torej Bog je z nami tovariš. Jezus je torej naš tovariš v tem smislu. Jezus Kristus je pomeni človek in obeden Bog, ne? In je torej ta zedinjenost, torej Bog je pač podal roko človeku tako, da mu daje torej po človeku, po Jezusu, da ima človeka neizmerno rad, da je torej naš tovariš tudi. Jezus je celo bil zase rekel, da je naš služabnik, da je celo recimo umival apostolov noge pri zadnji večeri, da da vedeti torej, tudi vi bodite služabniki drugemu, torej tovariši. Tako žlahna besedica je ta, torej beseda tovariša, ne? Molitvenik majhnega formata, ki je oblikovan na 127 straneh in je obogaten s sodobnimi katoliškimi molitvami v prekmurščini, se lahko uporablja za zasebno molitev ter za ohranjanje prekmurskega narečnega jezika. To je bilo vse, spoštovani gledalke in gledalci televizije AS v današnji oddaji Dogodki.